Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe. Moja današnja gosta je magistrica Andreja Jernejčič, ki je PR-ovka, strokovnjakinja za komuniciranje in trenerka javnega nastopanja. Andreja je direktorica podjetja za PR, digitalni PR, komuniciranje, treninge javnega nastopanja in izobraževanja Lean & Nil z lastno blagovno znamko Andreja, ki že več kot 15 let deluje v evropskih in azijskih državah. Poleg tega, da je menedžerka in PR-ovka, jo poznamo tudi kot energično in praktično predavateljico, profesorico, voditeljico, coachinjo, mentorico in pisateljico. Je avtorica 7 knjig, prav pred kratkim je izdala knjigo za več sreče in uspeha, darilo za čudovito osebo. Njene PR reference so podjetja Generali, Alea, City Park, Elan, IBM, Skaza, Klinika Svetlost, Lekarniška zbornica Slovenije, če naštejemo le nekatera izmed več kot 300 podjetij, s katerimi je in še ustvarja PR zgodbo. Vodi tudi krizno komuniciranje v malih in večjih podjetjih. Izobražuje s treningi in delavnicami v več kot 400 podjetij, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Najina današnja tema pogovora v oddaji Moj odnos do samega sebe je s PR-om in dobrim javnim nastopom do več uspeha. Lepo pozdravljeni, Andreja, kako ste? Lepo zdrav tudi vsem vašim gledalkam in gledalcem. Hvala lepa, zelo lepo. Odlično, evo, tako da dejansko profesionalno se ukvarjate z javnim nastopanjem, tako da imam jaz kar malo treme. Nič ne rabite. Tako da povejte mi, kaj vas je zaneslo v te vode, kako se je vse to začelo, mogoče ta vaša pot življenja do te točke? V bistvu že kot mala sem zelo rada nastopala. In spomnim se, da vse referate, mi smo v našem času v osnovni šoli lahko še referate delali. In kadar je rekel profesor, kdo bo naredil referat, če preden je izgovoril besedo, sem je že dvigala na roko. In enkrat vem, da sem ga imela ob pticah 2 uri in sem prinesla enih 30 predmetov, od peri, različnih vrst jajčk, od ptičkov, živali in tako naprej. Tako da je bil res tak presežek in sem dobila za tisti referat takrat 2 petici. Kar je bil res tudi takratni učitelj prepoznal kot nekaj, da je boljšega. Jaz sem pa imela enega zanimivega učitelja, sem to nikoli pozabila, nisem se grebla za ocene, ampak imela sem 7 petic. In potem sem s tem seminarjem dobila še 2, ampak najprej, ko sem jih imela 7, nobene druge, mi je zaključil 4. In če bi jaz imela takrat dovolj samozavesti, ampak kot punca, ki prihaja z vasi, ki nima prav, nisem nič rekla, sem tih cel razred je pa naredil in se je slišal, ne? In potem sem dobila za ta seminar še 2 petki in jih je bilo skupaj, 11 jih je prišlo na koncu, se pravi z 9 na 11. In potem je popravil z Ediksom ali z neko etiketo in spremenil 5. In vedno se spomnim tega, ko govorim hčeri, ni važno, odkot prihajaš, ampak če si prepričan, da nekaj znaš ali pa da si ti je kdaj naredila krivica, potem vstani in povej, daj človeku osebi na drugi strani misliti. In spomnim se, da osebno sem rada nastopala, ampak šola ni vedno mene podpirala. Vodila sem šolo, tudi sem bila predsednica, vedno sem brala poročila, ali pa tisto obvestila, ki smo imeli po zvočniki. Tukaj ampak vem, da če sem stopila pred razred, sem postala rdeča ulica, so se mi začeli smejati. In zdaj tako, če ne bi bila jaz tako močna, imela tako močno željo, ne bi v to šla naprej. Bi me lahko oči zatrli. In še danes bi jaz dala vsem, da je sploh lahko učitelj, to empatijo, kako spodbujati otroke. Kako je že v vrtcu, ne govori, da je strah. Veš, jutri boš nastopil, verjetno te bo strah. Zakaj? Jutri boš nastopil, uživaj. Imej žurko, moja hčerka je vodila prireditev, 150 ljudi, prišel je predsednik vlade. Jaz sem rekla, nič se ne sekere, ker je sama želela voditi. Žurka je. Če se kaj ne spomnila, povej enostavno. To je nekaj zabavnega. Zakaj moramo narediti pressure, pritisk, ker imamo že toliko drugih stvari?
kako ne. No in zdaj ste me spomnili in sem vodila tiste začetne korake. Odlično. Torej, ja, ta notranja samozavest, ne, da ne pustimo se programirati okolici, kar je zelo pomembno. Ne. Že tako imamo ogromno teh programov, vemo, ne, iz otroštva do 7. leta smo v teta stanju, absorbiramo, ne, kot spužva, smo v stanju hipnoze, vse te programe. Ne. In vi v svojih poučevanjih, v predavanjih, delavnicah tudi za podjetja vodite te treninge. Ne. Kakšne so najpogostejše težave ljudi, s čim se soočajo? V bistvu večina je tudi vodij direktorjev in ko pridajo, nikoli ne bodo rekli, nimam samozavesti. Ne, ker že iz pozicije, ki je vodja, ne more, ampak ko greva čez na konc, vidimo, da se nam ustavi pri vsebini, da znotraj niso prepričani, kako nas ven delujejo in da ne v pomoteh. Meni hodijo ljudje z noro veliko znanja, izkušenj. To so profesionalci in pridati k meni na trening javnega nastopanja ne pomeni, da te učim, zdaj se pa tako sem usedi, pa, ampak opolnomočam, da si v vsaki situaciji, tudi zelo težkih, recimo kriznih, se naredi smrtna žrtev, nesreča recimo sodelavca ali pa enega od zaposlenih, ali nepričakovana akcija, ali vlom, ali karkoli. Imamo izredno veliko dogodkov, da si takrat, da se znaš umiriti, da veš, kako reagirati in ne da odbijaš žogico od drugih, ampak jo znaš ti prvi podati. Ne? In trening pomeni opolnomočiti ljudi, da jih ni strah, da zvečer v miru spijo, da vejo, kako se prej pripraviti. In to je v bistvu en trening, traja 3-4 ure in zboljšajo minimalno 65%, popolnoma vsak, če ne se odpovem plačilu. In se v svoji karieri še nisem potrebovala. Naj pa dodam, da večina, ko pridejo vodje, oni so navajeni, da jih vsak dan bombardirajo res tako zelo veliko, pa doseže rezultate tudi na 90%. Iz enega, ker dobiš res podlago, kako se prej pripraviš na vsebini, kaj je pomembno na sami prezenciji, oziroma da prepričaš, da si zanimiv publiki, da se te sploh zapomne od mase vsega tega in predvsem, kar je pa ključno, da se tvoje telo ti dobro počutiš, ker vsak mu rečem, ključno je, ne, ko rečem, kaj je bilo dobrega, nič, ni res, poglej, kaj si je naredil, tu je preskok, tu je napor, ker če si dober v nastopanju, si potem utrujen. Lahko prijetno, ampak če ne bomo tudi mi dva se lahko tako pogovarjava, monotono greva mi, ne dam nobene energije. S tem tudi kažem potem nespoštovanje do vas kot voditelja in do publike, ki nas spremlja. Odlično, odlično. Torej, res energija, ta vibracija je pomembna, ne, s kakšno energijo, kaj oddajamo, ne, ker s tem v bistvu prezentiramo sebe, ne, in je pomembno, da imamo povezavo in z umom in srcem in da smo v koherenci, ne, kar danes tudi moderne znanstvene študije kažejo, ne, da srčno-možganska koherenca, kako je pomembna, ne, in da imamo to povezavo, torej, da dejansko delujemo iz sebe in damo ven tisto najboljše, kar imamo za ponuditi svetu. Ne. Tako, in da se znajo na začetku, recimo rečem večkrat, imam tremo, ne, da znajo umiriti tremo. Da, recimo, jaz sem enkrat celo videla, kako me je hotela napasti, ker običajno je nimam. Je velika stvar, če 400 ljudi, lanka smo izdali 2 knjigi, 15 let podjetja in me je res hotela kar neka trema na bosti. In jaz zdaj, kaj pa je s tabo, halo, odkje pa, zakaj? No way, jaz znam, pripravila sem se, ne? In dala dol, umirila sebe, svoje telo, ne? To je res pomembno, da se čutiš, da ceniš, da tudi potem, ko nehaš nastopaš, zadihaš, rečeš, dober sem bil, svaka mi čast. Ja, ampak prej se moraš pa pripraviti, ne? Kakšna je ta priprava, recimo, lahko zaupate za naše gledalke, gledalce, ampak je še ta trening, ne, da gremo vase, da se umirimo, da potem... Predvsem se pripravite prej, ne zadnji večer. Ne vem, kdo mi je zdaj bral, pa je rekel, kaj, 1 teden prej se moram začeti, 2 tedna prej. Ne, itak veš, da ta govor moramo narediti. Ne, in zakaj ga bi zadnji večer, če lahko že prej, vadimo vedno tako, da vadimo na glas in se gledamo v gledalo. In jaz sem recimo imela na kopalnici tak list, si napišem ključni 4-5 točk in zraven še celo besedilo v podstavkih. In sem imela to 1 mesec prelepljeno. Še snežilka, ki me je prišla čistiti, se je začela smeti, reka, kaj imaš to? Pa je na oblikovalkah me je prišla, sem rekla, lahko vidiš moje delovno okolje, ne? Prav, ampak ti res vadiš. Sem rekla, seveda, ker če bi bila bližnjica, bi jo je že izumila. In seveda to že prej pogledaš, se ti utrdi v možgane, razmišljaš in tudi poznaj, ko stopiš na oder, si suveren, te to ne obremenjuje, ti uživaš, opazuješ publiko,
lahko pogledaš tja, lahko pomahaš, pomežikneš, drugače pa tega ne moreš, ker si tako, ja, da nekaj pozabiš, sploh recimo, če nimaš opornih točk pred sabo. Ne? To se pravi, pravočasna priprava, da znaš sprostiti sebe in svoje telo, da prej narediš vaje za razločnost, da ne moraš konzoriti mineti usti, to se pravi, da res govoriš razločno, da se potrudiš, paziš še na neverbalno komunikacijo in v bistvu pol smo že kar blizu temu, da bo v redu, ne? Ker tudi, ko govoriš na glas, če kaj neumenga, sam popraviš. Je pa zelo dobro, da se prej naredi trening z nekom, ki to zna, ker danes smo poplaval tudi ljudi, ki niso v redu, ki kar nekaj učijo na pamet. Se pravi, da ste res pri osebi, ki to zna, da vas enkrat nauči in potem znate sami delati, ne rabite več hoditi. Jaz nimam, da rabiš meni prideti 5-krat, 10-krat. Lahko, če hočeš nadgradnjo kriznega komuniciranja, nadgradnjo komuniciranja ali pa prodaje, ali pa komuniciranje s težkih situacijah. To je, ampak da bi pa sam trening večkrat, ne ga pa samo enkrat, če obnovimo, preverimo vprašanje, ampak posameznik dobi vse inpute in tudi zvadi, da zna sam doma pred ogledalom vaditi, se posname, pogleda, če želi. Torej se da dosti hitro naučiti v bistvu. Če si pripravljen in se potrudiš. Se pravi, lahko v 2 do 3 tednih imaš spremembo, ampak to ni, da se učiš na pamet, ker je ključna stvar pri nastopanju, da ti ostaneš, kar si. Jaz nočem, da bi bila jaz Julia Roberts. Meni je ona super všeč. Sem ne moram biti tako lepa, tako, ne vem, dinamična, kot ima recimo ona, ne. Skratka, boljše, da si to, kar si, ampak kakšna malenkost, ki pa ni v redu, pa malo začneš piliti, zbrusiš, da je lepša in ostaneš avtentičen, seveda pa vključiš razločnost, mogoče toplino, odvisno kaj kdo ima, ne? Odlično, odlično. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v naši oddaji Moj odnos do samega sebe. Ja, z nami krasna izjemna sogovornica, magistrica Andreja Jernejčič. Ja, Andreja, nekako ste doprinesli oziroma pomagali tudi osebam, kot je recimo Denis Avdić, do večje prepoznavnosti. A ne? Zakaj je pomemben sploh ta PR? Kaj sploh to je, mogoče za tiste, ki ne poznajo tega in kako to vse skupaj deluje? Ja, velikokrat ljudje sploh rečejo, da PR-a ne poznajo, ne? Kaj pa dela PR? To je tako, pa tudi ni utepljivo, ne moreš takoj videti. PR pomeni, da narediš prepoznavnost. Lahko je izdelku, osebi, organizaciji, podjetju, stvari, ki se pojavlja. In to je treba znati, v bistvu delaš z novinarji, poveš, da je nekaj novega, spostaviš, v čem je posebno in potem se naprej urejajo lahko objave, lahko si na družabnih omrežjih, lahko si v medijih, klasičnih, na internetu. Danes je ta spektr sodelovanja in izoblikovanja posebnosti zelo, zelo širok. Zdaj, zakaj pa biti prepoznan, ne? Poglejmo recimo primer tudi Tanje Skaza in tako naprej. To so vse izredno uspešni ljudje, tudi Denis Avdić delati s takimi imeni je meni lahko privilegij, ker to so pripravljeni sodelovati, pripravljeni delati, ker se pojaviti pa iti v medije, veste, ni tako lahko. In vedno vam bodo ljudje fovš in bodo dali tudi kakšne komentarje. In je treba biti tudi malo pripravljen, da lahko pride ta nevoščljivost, kaj bo on, kaj bo ona, ne? So take malenkosti, pa se jih s temi ne obremenjujemo, ampak moraš najprej sebi reči, aha, to mi je okej, tle sem poseben. In ko si znan, ko je tvoj produkt znan, ga vsi želijo imeti. To je torej dodana vrednost. Absolutno, vsi se želijo družiti z znanimi osebnostmi. Zdaj smo imeli primer, ko so se na Aleji srečali igralci skrito v raju, vsi so se želeli srečati z igralci, vsi, z oboževalci, tisti, ki gledajo na serijo, so imeli željo in seveda so se potegovali za podpise, ki so jih zelo pridno in lepo delili. Tako da iz takega vidika pomeni, ja, tisti, ki je izpostavljen, ima več obveznosti, odgovornosti, je bolj na vidiku, ampak seveda njegova beseda več šteje. In recimo primer, se spomnim Tanje Skaze, podjetje Plastika Skaza, je bilo v Velenju, težje si dobil kader v Velenju, ko je Tanja se bolj izpostavila, je izredno pridna, še vedno je, ima zdaj tudi svoj inštitut, bila celo tako pogumna, da je šla na druge, še večje vode, ne. Skratka, je to uveljavljeno ime in ljudje smo raj s tistimi,
ki so izpostavljeni. In še nekaj je, kadar se ti izpostaviš, ne skrivaš, ne? In kamar se kdo je pa lahko uspešen, ampak se bo tudi mogoče malo bal. Eni se ne želijo izpostaviti, nekateri tudi nekaj skrivajo lahko, ne? Tako da tle je vse dvorezni meč, seveda pa logično, da če si znana osebnost, sam izbiraš, koliko boš pa dovolj posega v privat življenje, ali boš bil bolj na poslovni ravni, kar logičen pa je, da mediji bolj zanima privat življenje, kot pa kaj ti delaš v službi, prodajaš, ne? In prepoznavnost pomeni, da se ljudje zanimajo za tisto storitev. Ne, ti imaš lahko pohodništvo, ljudem spodbujaš za več rekreacije. Samo če nihče ne ve, da ti to imaš, ne bodo uporabljali, ne bodo uporabljali te aplikacije, ne bodo to hodili in tako naprej. In številna podjetja so zelo, zelo aktivna v različnih aktivnostih. Ena znajo skomunicirati z mediji, znajo pritegniti, druga ne. In to je posebna veščina, da poznaš te orodja, kako delaš, kdaj, da ni preveč, da znaš balansirati, ne? Ker tudi pojavljanje v medijih je treba na pravi način s pravilno dozo. Kakšna je pa razlika, mogoče zdaj se mi je utrnilo vprašanje med marketingom, tem klasičnim, pa PR-om in kakšne so mogoče prednosti, slabosti enega drugega? Moram zelo paziti, kaj bom rekla, ker veliko z marketingom delam, super kolektive imam, na srečo res. V bistvu delam res še z ljudmi, ki so super, drugače sploh ne želim sodelovati z njimi. Marketing so bolj tudi sami oglasi, kampanje, širše postavljajo strategijo, kako bomo neko stvar dali, to se pravi ne samo vsebinsko pisanje članke, ampak vse od oglasov, pojavljanja, novih stvari, ki se nekje pojavljajo, ne. A jaz včasih sicer malo zavrkavam, pa rečem, pa v marketingu je vedno vse najboljše. PR-u, če je pa dober, da ni samo kot podaljšana tajnica, kar se tudi marsikdaj zgodi, ker imamo zelo veliko, žal, zelo veliko slabih PR-ovcev, ki pojma nima, kaj je PR, prodajajo meglo stoletja in enkrat mi je en direktor rekel, sem, da je lepa, pa bo za PR. Skisali so se mi možgani. PR je ena najbolj odgovornih funkcij, ker moraš poznati vsebino, biti vključen jo, znati vodstvo svetovati, lej to bo, uno bi dal ven, tako narediti. In mora biti močen v vsebini, poznati medijski svet, skratka, vse moraš vedeti na kakšen način. Tako kot ne smemo podcenjevati dela poslovne sekretarke ali tajnice, pa kadrovnic, pa ostalih vodij, ali pa da ni pomemben sem menedžer, tako je v resnici tudi marketing izredno pomemben in PR. In PR-ovc mora imeti izredno veliko znanja, poznati novinarski svet in ostale oblike, ker če ne more dobro funkcionirati. Včasih sem zagovarjala, da si dober PR-ovec lahko samo, če si bil novinar, ali pa si vsaj malo opazoval njihovo delo z njimi, da veš, da je zjutraj sestanek, da veš, kako se odločajo, kako razmišljajo, kako daš temo. To ti ne pomeni, da ko se boš ti pojavil, če poznaš novinarje, da boš mu za to bonitete ali pa prednosti, ampak lažje bo z njimi komuniciral, prej ti bodo povedali, to so pač naši poslovni partnerji. In do njih je treba biti spoštljiv. Ne, marsikdaj kam prijem, pa rečem, kaj bodo novinarji. Tako gledam, jaz sem tudi bila novinarka, kaj zdaj, ne? Vedno do vsakega moraš biti spoštljiv, ne? Tako, ko jaz rečem do vratarja, pa do Snežilke, pa nima važno, kakšna pozicija ljudje, ker vsak človek ima za svojo, tako družino, ima svoje otroke, je ena oseba, ki je nekaj v življenju dal čez in se je mogel zboriti, da je prišel do tam, ne. In meni je čudovito, ko grem jaz dol, ker imam pisarno na tržnico in imam in cvetličarja, gospoda s to suho robo, ki jo prodaja, mi pomahajo, pozimi prinesem čaj, pa imam sadjarja, pa grem dol na štruklje. Skratka, to so ljudje, ki rečejo, tudi če tako sem sprehodom, pa ne bi kupila, pa običajno kar kupujem, kaj pri njih, rečejo, koliko je teba lepo videti, kako si ti spoštljiva, najbolj iz te stavbe. Pa jaz sem rečem, jaz tako rada k vam pridem, tle tak mir, pa rožela gledam, pa lahko malo zadiham iz tistega resnega sveta, ne? Da pokažeš, da si ti čisto normalen človek, ki ima svoje obremenitve in tako naprej, ampak končana so pa tukaj, ne, pri spoštovanju vsakega posameznika in potem za ti to domine, vse stvari drugače obračajo, pa res, da ne maram sarkastičnih ljudi, ne bom drugače reagirala, da nisi vedno dobre volje, da znaš daj tudi kaj bolj ostro reči, ne sploh. Recimo, če je meni kdo kaj preveč prepočasen,
Jaz še vedno vem, da je moja šibka točka večja strpnost, no pa še kakšno bi se našla. Odlično. Kako pa vi balansirate to poslovno življenje? Ste zelo aktivni, ne? Veliko delujete, pa mogoče družinsko ali pa privat življenje. Kako tle balansirate pa čas zase, predvsem mogoče tehnike, ki jih uporabljate za samopomoč, za umiritev? Najprej sem zelo aktivna, ampak imam tudi dober PR. To je zelo pomembno. In tudi malo razparcelira, kdaj je kaj. Drugače pa si v zadnjih letih sem že veliko spremenila. Imela sem 20 let coache, včasih celo po 2. Veliko sem delala na psihoterapiji, na psihoanalizi, zapravo res na sebi, na grajenju. In najtežja stvar, tudi pozneje, ko sem coachinja postala, čeprav to manj delam, je grajenje na sebi. Veliko lažje, ko rečeš, da je tam naredi, ono naredi, ko moraš pa pri sebi spremeniti. Ni tako lahko, ne? Težje. Kritika, 20 let nazaj so me tako zabolele. To sem včasih potrebovala 2-3 dni, da sem res ponotranila in danes se ne želim družiti z ljudmi, ki ne želijo kritike. Zakaj? Zato, ker če ti je nekdo prijatelj, pa ti reče, to ni v redu, boš ti zaradi njega boljši, pa ne boš nesuveren. Kaj ni? Ne? Če meni kdo kdaj reče, tole ni v redu, se zahvalim, razmislim, ni rečen, da sprejmem. Ampak velikokrat se izkaže, da pa mogoče mi je dobro hotel in celo prav. Ne? In vse to privedlo tudi do tega, da sem si začela jemati več časa zase. Začela sem vključevati telovadbo, da sem že par mesecev celo veganka in sem potrebovala čas, da sem spremenila hrano, to se pravi v celoti veganka, če odštejemo kakšno čokoladico, kar pa je mleko not, in pri kavi dodam še malo mleka. Ampak drugo res nič. Ampak sem spremenila ne zato, ker bi mi rekla, ampak pač so bili eni drugi razlogi. Začela sem več vključevati šport. To ne pomeni, da vsak dan telovadim, tako kot te najbolj uspešni poslovneži, ki jih občudujem. Ne vem, reče Janez Škrabec, kako zjutraj vstane telovadi. Jaz včasih zjutraj komaj oči odprem. Pa Sandi Češko je rekel, sem prišel v New York, pa sem šel najprej teč tu. Jaz grem pa najprej tam malo po trgovinah pogledati, ne. Ali pa Stojan Petrič mi reče, 4-krat na teden preteče po 10 kilometrov in tako, jaz bi tudi, ne, ampak dajmo malo drugače. Ja, ampak damo vaje, sprostitev, transcendentalna meditacija. Imamo nekaj skupnega, sem jaz tudi s tem začel, ne. Ja. To mi zelo umiri in tako naprej. Zelo so mi všeč ti procesi, ki jih izvaja Tanja Skaza prek svojih inštitutov, ko se moraš res sam s sabo soočati. In mislim, da je to ena največjih preskokov, ki jih posameznik lahko naredi, ker po njih se malo očistiš in si v resnici res srečen, vse gre v tebe stran in si bolj uspešen. Ne, ker mi smo tako v umu, da se velikokrat sploh ne zavedamo, da se lahko sprostiš. No? In ona mi je recimo pokazala to pot, ki jo prej nisem niti poznala. Ne? Je pa res, da sem sama začela čas dajati zaprav, da sem hčero več, da se mi pogovarjava, da imava me za najne prioritete, ne, in popoldneve seveda grem kdaj na kakšen dogodek, samo veliko manj kot pa včasih. Ker mi delam prioritete, to zaprav pomemben mi je čas zame, pomemben mi je čas za mojo hčero, še vedno pa moram iti kdaj zvečer seveda na računalnik in je moja želja, da tudi tega ne bo, ampak zaradi tega pa lahko dobim včasih kaj več, lahko zjutraj kakšno uro dlje spim, ne. Jaz bi lahko zjutraj ostala, pa vse naredila sem, kaj imam zjutraj tako rada tisto. Kaj paše, ne? Ja. Na easy, ok. Zvečer je mir, ni nič, nobenega ne slišiš, ne, in je lažje biti, ja. čeprav ni pravilno, ne, pravilno je, da greste prej spat, to se pravi, meni so rekli saj do 22:30. Ja, res je, da se ta melatonin sprošča bolj, pa serotonin iz tega pol čez noč, ne. No, to mi pa še manjka. Tle pa ključ, tle pa bova midva kakšno rekla še pol, ne? Ok, tlele imamo še malo prostora, kar priznam, pa mi uspe celo kdaj na kakšnih par tednov, pa prije kakšen rukar, kot je kakšen junij, kaj je veliko dogodkov, zdaj maj, pa marc, ne, in se mi kar malo urnik podreja. Tako, bova midva nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu naše oddaje, Moj odnos do samega sebe, kjer odkrivamo svoje globine. Ja, z nami ponovno magistrica Andreja Jernejčič, ki je tudi avtorica 7 knjig. Andreja,
7 knjig, ampak zadnja, ne, Darilo za čudovito osebo je drugačna. Mogoče nam na kratko razložite povzetke prejšnjih knjig in kako se ta zadnja razlikuje. Prejšnje knjige so bile vse, kako delati z novinarji, v PR-u, komunikacije, javno nastopanje. Se pravi, vse je bolj na mojo stroko, to, kar v resnici tudi delam. To se pravi, vsak želi biti PR-ovec, noter Biblija uspešnega PR-a, 350 strani, 150 primerov analiziranih pisanja, sporočil, napovedi, različnih besedil in tako naprej. Potem je v javnem nastopanju, imam moško pa žensko knjigo, rečem. Za zmago na odru je moška 80 strani, prebereš tako. Pa ure vse že veš, greš na oder. Popoln javni nastop je pa nastajala 4 leta in je noter čez 500 strani, pa še tu smo z oblikovalci zmanjšali pisavo zato, da ni 600 prišlo. Ker sem mi najprej dala 610, sem rekla, joj, tu se bodo ljudje ustrašili, kdo bo to bral. Pa slikce sem hotela, da so, no, ampak tle je pa res noter vse, karkoli, komorkoli pade, da se kdaj pojavi. Gre na sestanek, razgovor, napredovanje, politiko, na pogreb z govorom, ni da ni. Vsak se najde noter. Vsak se 100% sreča za eno od teh situacij, ki so not opisane. Je pa res, da to so pri meni vse priročniki, praktično, kako se dela. Skratka, te knjige so vse pa težke komunikacije, krizne situacije, kako rešujemo. Zato so te knjige. Potem sem pa za moje prijatelje vedno za rojstni dan dobijo ponovadi tako bolj izvirno voščilnico. In ker mi te voščilnice delala tudi hči, to sem rekla, mami, sem malo bolj zasedena in sem rekla, neč bom pa jaz napisala eno pismo z mojimi spoznanji, mojim prijateljem, ker meni zelo veliko ljudi hodi po nasvete. Imam ta produkt, kaj ne naredim. 2 dni nazaj mi je ena gospa želela prodati podjetje, ima 32 zaposlenih. Danes je bil en gospod, ima eno stvar, ne gre v to ali ne, imam tu financi in jaz mu kar povem, tu sem nas plačala, tole boste izgubili denar, ker tudi jaz nimam toliko časa, da bi vse to prevzela. In moram reči, da ne vem, po 5 na teden jih dobim ljudi, ko mi pridejo sem za nasvet, ampak imam tudi veliko drugih izkušenj, malo več ljudi poznam, vpeta sem v take zelo različne sfere, od PR-ovskega, novinarskega, malo marketing, poslovni svet, znani ljudje, to se pravi res politični svet, v bistvu vladni, tako malo razgibano. In sem začela pisati in je nastala knjiga. In to preberete v 20-25 minutah z močnimi mislimi in to ni knjiga, ki jo enkrat pogledaš, ampak je knjiga, ki se jih ne vračaš. In noter je vse, od samopodobe, kako jo zgradiš. Ampak to je 10 stavkov, sem te ubijajo. O 2 najmočnejših besedah na svetu. Zdaj, ne vem, če sem vas kaj predramila, ampak noter je ena opisana in druga. Najmočnejši besedi, vsi jih dnevno srečujemo. In vsi, veliko ljudi, ni močno v teh 2 besedah. Kako se znebiti toksičnih odnosov in ljudi? Se pravi, veliko ljudi, tudi sama sem v tem, jaz se tega sploh nisem zavedala. Zdaj v sekundi vem, kdaj nekaj nočem, kdaj damo nekaj stran, da ti svobodno živiš. Da ne, a veste, ljudje, ki imajo toksične odnose, se vse to kaže na njihovem telesu. Se lahko kaže v boleznih. Niso srečni. Če bi mene vprašali pred 10 leti, če sem srečna, jaz nisem bila. Če vam me vprašate zdaj, a imam vse, nimam glih vse, ampak sem srečna, ja. In se dobro počutim, super se počutim. Se upam biti šibka, jokati in močna in to, ja, vse. In ko prideš do tega in da znaš to od sebe slišati, veste, zanj bi jaz nekaj mogla narediti in meni je roka začela trzati in sem rekla, jaz tega nam podpisala. In ko začne sebe poslušati, pa mi nekaj ni všeč, jaz zdaj ponovim kašljam, ker mi gre ven in to je način, kako se čistiš, ne? Tudi, ja, nekaj jeza se ščistili. Ali pa nesoglasje, ali pa da hočeš nekaj reči, da nisi opažen ali slišan, ali pa da nočem svoje telo slišati, da to ni to, ne vem. Ampak in sem začela sebe močno poslušati. In sekundi, ko mi nekaj ni všeč, začnem kašljati in zanj mi reče, a vam nisem jaz všeč. No in skratka to darilo za čudovito osebo s tako norimi fotografijami, to je v bistvu samo morje, kar ga obožujem.
Vsi so najprej opazili to razliko iz rdeče na modro. Želim ljudem pomagati, da ne bodo delali toliko napak kot jaz, da bodo lahko prej srečni, bolj zadovoljni, kajti s to knjigo si v resnici bolj srečen, bolj zadovoljen. Zdaj si pa še predstavljate, naslov je Darilo za čudovito osebo, ker to je bilo za moje ljudi. In zdaj je en direktor zanč vzel za vseh 45 zaposlenih to knjigo. Jo podaril. In rekel, a veš, da je vsak zaposlen tako gledal, rekel, meni je dal in piše gor, direktor je meni napisal za čudovito osebo. Ali pa dostikrat mame zdaj vidim kupujejo za hčere. Možje za žene. Ali pa vzanč je eden vzel za babico. Koliko je to lepo, res lepa knjiga, vsebinsko bogata, ampak ni dolgo branje. Kratko, lahko začneš na sredi. In tako, v bistvu meni je to ena najlepših knjig, ki sem jih napisala na leto, preberem med 60 do 80 knjig. Cenim, spoštujem avtorje, imam nekaj svojih izbranih knjig, so tako na polici in na to sem izredno ponosna. In moram reči, da sem vesela, ko mi ljudje dajo komentarje, srčka noter. Tako da jaz vas vse vabim, če imate kakšno čudovito osebo, potem je absolutno pokukajte v to knjigo, pa boste videli efekt. In če ne bo tako, obljubljam, mi vrnete oziroma obdržite knjigo, jaz vam pa vrnem stroške. Odlično, odlično. To je bil pa zdaj PR. Ja, to je bil Pa še malo marketing, pa prodaja zraven, vse sva, ne? Odlično, vse sva obdelala. A bi lahko kakšno mogoče podarila, celo pa kakšno nagradno vprašanje dala? Lahko. Odlično. Kaj bi bilo nagradno vprašanje, recimo, za naše gledalke, gledalce? Mogoče rečeva, zakaj je to, katera je to moja knjiga, da greva na številko, pa naj pomagam, da je to tista pravlična številka. In tisti, ki vam bo... koliko jih je, ja, tako da ne bo tako, in da potem jim vi podarite po vaši izbiri eno knjigo in upam, da bo tista oseba bila vesela. Tako da drugače pa pri meni grejo sem na spletno stran www.andreja-jernejcic.com. Preden se jaz pokažem, se knjige pokažejo. Ja, takoj bode oči, ne. Odlično, še za konec, mogoče se nam čas iz tega kakšna izkušnja, ker delujete tudi v tujini, ne, Azija, Dubaj tudi, a ne. Kakšna izkušnja, anekdota z tega mogoče področja, kako je tam delati z ljudmi? Povsem drugače, mislim, vedno moraš poznati kulturo in jo spoštovati in če iz tega izhajaš, potem lažje delaš, fajn je, da poznaš ljudi že prej ali pa da so ti zavezniki, recimo sploh Dubaj, kjer recimo in ženska, pa vse moraš imeti več potrpljenja, več časa. Te naše sosednje države, odvisno ali greste na jug ali sever, na jugu se veliko več govori, malo manj naredi, sever je malo drugače. Ampak ne glede na to, vsaka od teh kultur vam da širino. In meni odpira obzorja in potem kamorkoli greš, je tako lepo, ko si dobrodošla in pridem v Dubaj in me pokliče Toraja in mi naredi, vzanč me je pecivo spekla in nisem imela srca, da je rečem, sem glih kao nekaj hujšala, da zdaj pa hujšam in sem lepo pojedla tis košček in ona potem, vidim, da ti je všeč, ti bom kar zapakirala in pokliče servis, da naj vse zapakira in si mislim, Toraja, jaz ne moram to pojedla, boš pa domov nesla, sem nekaj, pa kako če sem tle še 2-3 dni, ne? Ta srčnost, toplina, ko spoznate ljudi, mislim, da je to povsod, ne? In tudi, da se zavedamo, da okrog nas so lepi ljudje in če vi oddajate prijaznost in lepoto, boste to nazaj dobili. Če dajete pozitivne besede, pozitivna sporočila, boste to nazaj dobili. Kar date, take energije, take stvari vam vesolje vrača. To so zakoni, ne, univerzuma, ki kar delujejo, ne? Ki kar delujejo, čeprav jaz, ki sem umski človek, to priznam, potem bo delovali, ne? Tako, odlično, odlično. Hvala Andreja za obisk v našem studiu na Ljubljana TV. Vse dobro naprej na vaši poti in verjamem, da se še srečava. Hvala lepa tudi vam za povabilo in srečno. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe. Se gledamo ta ponedeljek in vsak ponedeljek ob 17. Glejte nas na Ljubljana TV.